takole boste iskali. Najlepša hvala za najavo. Najprej vas lepo pozdravljam in se zahvaljujem za povabilo v imenu inštituta in svojih sodelavcev. Tudi osebno se pridružujem pobudi za takšno srečanje, ker me spominja, jaz, ker sem malo med starejšimi, se spominjam tistih časov, ko smo se pravzaprav raziskovalci manjšinstva, izseljenstva, ki delamo na sorodnih disciplinah, sorodnih problemih, redno dobivali letno in celo se selili med Trstom, Ljubljano, Mariborom in se pridružujem pobudi, da bi mogoče ta srečanja v prihodnje ohranili, tudi mogoče v smislu nekega potujočega premikanja po različnih centrih, kjer se raziskovalci ukvarjamo z manjšinstvom ali migracijami ali tema dvema področjema sorodnimi problemi oziroma tisti, ki ste slovenski znanstveni inštituti, se pravi naši kolegi, ki kot znanstveniki delujete preko meja. Naj si bo v širšem svetu ali pa v zamejstvu. Zdaj, danes vam govorim kot predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in kot direktorica programa Evropskega magistrskega študijskega programa migracij in medkulturnih odnosov, ki smo ga sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo že pred 10 leti postavili v sodelovanju s Fakulteto za humanistiko na Univerzi Nova Gorica. Sam program je leta 2010 pridobil status odličnosti Erasmus Mundus in v najnovejši podobi ga izvajamo skupaj s 7 univerzami, 4 evropskimi in 3 afriškimi, v prihodnje pa se nam bo pridružila še ena afriška univerza, to je iz Južnoafriške republike. Zdaj na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije mi smo specifični zato, ker smo eden od 18 inštitutov znanstveno-raziskovalnega centra in tisti ZRC SAZU, ki je bil na poročilu Inštituta za narodnostna vprašanja, je pravzaprav naš inštitut ožje gledano, točneje povedano. In pogosto, ko boste brali kakšne etnične študije, migracije in bo samo ZRC SAZU, največkrat smo to mi ali pa kolegi iz Inštituta za slovensko narodopisje. Prve pobude za postavitev znanstvenega inštituta in za znanstveno ukvarjanje z slovenskim izseljenstvom segajo že globoko v zgodovino, pravzaprav bi prve ideje našli, če hočete, že v medvojnih časih. Sploh so se pa intenzivirale pobude po tem 50., 60. letih. Različne organizacijske oblike so se pojavljale okoli izseljevanja in ukvarjanja slovenskimi izseljenci, pa vendar lahko rečemo, da neprekinjena kontinuiteta znanstveno-raziskovalnega delovanja v Sloveniji sega v leto 1982, ko končno uspe na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti konstituirati Inštitut za izseljenstvo SAZU, ki se je potem leta 1986 kot zadnji inštitut priključil znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Se pravi, neka znanstvena kontinuiteta raziskovanja na tem področju pa sega do leta 1982 in neprekinjeno poteka do današnjih dni in upam, da še stoletja naprej. Tako da naslednje leto tudi mi praznujemo 30-letnico priključitve znanstveno-raziskovalnemu centru in boste od nas dobili številna vabila na aktivnosti, vsaj enih 5-6 jih načrtujemo do konca. To bo potekalo kontinuirano celo leto, tako kot kolegi, ki častitljivo 90-letnico praznujejo, letošnje leto obeležujejo svoje delovanje ali pa delovanje na področju raziskovanja manjšinstva. Na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije, ki se je najprej ob priključitvi
ZRC-ju imenoval Inštitut za slovensko izseljenstvo, potem pa smo ga nekako pred 15 leti, tam nekje okoli leta 2000, preimenovali, se pravi, ime smo dopolnili z migracijami, z argumentom, da je potrebno raziskave o slovenskem izseljenstvu oziroma o Slovencih po svetu, širše gledano, če razmišljamo v statističnih kategorijah, kontekstualizirati v nekih sodobnih trendih drugih mednarodnih migracijskih primerjav. In temu seveda dodati tudi priseljenske študije, ki so bile relativno podhranjene v slovenskem prostoru. In nekako se nam je zdelo, da je prav, da tudi s svojim imenom označimo potrebo po širšem komparativnem kontekstu. Na našem inštitutu je trenutno zaposlenih 11 raziskovalcev, 2 strokovni sodelavki. Inštitut je izrazito interdisciplinaren, družbeno-humanističen, kjer pravzaprav imamo nekako z vsake vede po enega raziskovalca, morda po 2 z nekaterih, drugače pa smo bolj posamezniki razpršeni v svojih vedah. Tako imamo zgodovino, literarno zgodovino, predstavnico študij na področju jezika, edukacijske vede, sociologijo, kulturologijo, antropologijo, etnologijo in geografijo. Pravzaprav pogrešamo v naših vrstah že vrsto let ekonomista in pa mednarodnega pravnika. Brezuspešno iščemo kader, ki bi bil zainteresiran za študije na tako marginaliziranih področjih v Sloveniji, tako se poznamo in veste, o čem govorim. Rekla sem že, da pravzaprav, če bi govorili, kaj mi delamo, poleg tega, da se ukvarjamo z nekim ohranjanjem tradicionalnega vedenja na področju, ki ga interdisciplinarno pokrivamo, skušamo pravzaprav v svoje raziskave in diseminacije, predstavitve vključevati seveda širše mednarodne trende in tako nekako preklapljamo med, če rečem, posplošeno 5 populacijami, ki jih preučujemo. V ospredju so še vedno seveda slovenski izseljenci oziroma Slovenci po svetu, tem pa počasi dodajamo povratniške študije in pa priseljenske študije v smislu zrcaljenja, mi drugje, drugi pri nas, ker se nam ta pristop zdi za senzibilizacijo slovenskega okolja po medkulturnem dialogu in medkulturnih odnosih izrazito plodovit. Sploh, če govorimo o delu z otroki. Ko pravzaprav skušaš razložiti, v čem je težava predsodkov, stigmatizacije, ki so je deležni ljudje, ki prihajajo v naša okolja, je najlepše ponazoriti preko življenjske zgodbe Slovenca, ki živi v tujini, v podobni situaciji. Podobne situacije lahko najdemo v sinhroni in diahroni perspektivi, se pravi, danes Slovenci živijo v različnih državah in smo različno dobro sprejeti ali slabo in tudi v zgodovinskih kontekstih najdemo tudi različne zelo poučne situacije, ko bi lahko rekli, da je zgodovina še vedno učiteljica za sedanjost in prihodnost. Poleg priseljencev pa pravzaprav iščemo še, dajmo reči, širšo migracijsko populacijo, kjer segamo v izkušnje življenja v drugih državah, v dialogu priseljenci, izseljenci in pa tako imenovana nova kategorija transmigracijskih populacij, ki pa pravzaprav živijo neke vzporedne realnosti, sploh ljudje, ki so izrazito transmigranti. Tukaj mi vključujemo recimo populacije diplomatov, humanitarnih delavcev, tako imenovanih mednarodno mobilnih profesionalcev, tudi, če hočete, vojaške in pa policijske misije,
to velja za tiste profesionalce, ki se neprestano gibljajo v teh vzporednih realnostih in so potem izpostavljeni situaciji, kot tudi doma, ne v tujini, nimajo več klasičnih socialnih mrež in imajo identitetno gledano potem neke povsem druge zgodbe in realnosti. Te populacije potem delimo naprej na podpopulacije, ki se jih v klasičnih migracijskih teorijah povezuje z vzroki izseljevanja in v globalu govorimo potem o delovnih in političnih migracijah. Naj si bo pri Slovencih po svetu ali pri ljudeh, ki prihajajo k nam. In delovne migracije potem naprej lahko delimo, sploh v statističnem jeziku, veste, da to najdemo, imamo izseljence, imamo zdomce, včasih v enem obdobju smo imeli začasno delo v tujini, imamo sezonce, imamo dnevne migrante, beg možganov in danes je zelo v Sloveniji prisotno napoteno delo. Ne vem, če veste, da preko 100.000 ljudi je v zadnjih 2-3 letih napoteno iz Slovenije na delo v tujino po Evropi. Ja, napoteno delo, to je, da so napoteni preko slovenske firme, napoteni v delo v tujino, pa vendar dobivajo plačo doma. Tudi včasih je to bil recimo Pionir ali pa te velike firme, Krka je to delala, ne. Po drugi strani pa mi dobimo napotene delavce iz drugih držav, če pogledamo Revoz, kjer vemo, da je ena velika močna skupina poljskih delavcev prišla. Se pravi, ta kategorija napotenega dela je pravzaprav intenzivno močna, sploh zdaj v času, ko smo člani Evropske unije in znotraj Evropske unije je posebna direktiva, ki je namenjena prav urejanju napotenega dela. Je pa napoteno delo velika težava za ugotavljanje kršitev iz dela in za izkoriščanje delavcev, ker inšpekcijske službe s svojim nadzorom sežejo samo do meje lastne države, medtem ko mednarodnih povezav še nimajo. To smo zvedeli pred nedavnim, ko smo imeli inšpekcije iz Belgije, iz Nemčije na obisku v Sloveniji. Zdaj bom pa hitra. Se pravi, naša osrednja dejavnost je raziskovalna dejavnost, kjer os dela predstavlja programska skupina Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij. Vse to, kar sem vam prej naštela, pa diverzificirano pokrivamo skozi različne projekte, ki jih prijavljamo na različne razpise, ki jih tudi vsi vi najbolj poznate, se vpenjamo lokalno, nacionalno in pa tudi širše mednarodno. In pa po drugi strani mislim, da je pedagoško delo, ki ga upravljamo na Univerzi v Novi Gorici ali v povezavi s kolegi na Ljubljanski univerzi v različnih fakultetah ali v Kopru. Mislim, da pravzaprav to delo je izrednega pomena. Po drugi strani pa se pedagoško povezujemo tudi preko Ministrstva za šolstvo in posebnih projektov. Sodelujemo z osnovnimi in srednjimi šolami, sodelujemo z ljudskimi univerzami, različnimi ministrstvi, nevladnimi organizacijami in tako naprej. Zdaj, osrednji medij sporočanja naših rezultatov, ki vam bi jih rada omenila, so naše publikacije. Tukaj jih boste našli, tega nisem nič uporabljala. Tukaj imate najprej omenjeno revijo Dve domovini, Two Homelands. To je revija, ki izhaja že vrsto let. Prva številka je šla 1990. Najbolj smo ponosni na to, ker nam je že leta 2008 uspelo vstopiti v indeksirano bazo SSCI in pa v Scopus, in to na povabilo strani Scopusa, na kar smo še posebej ponosni, da smo kot, to se nikjer sicer ne vidi v teh raznih, pa vendar. Po drugi strani pa imamo zbirko migracij. Do leta prva leta smo pravzaprav izdajali svoje knjige pri različnih založbah in pri ZRC-ju, potem pa smo se odločili konstituirati lastno zbirko migracije, kjer je šlo veliko število knjig na različne teme, tako izseljenske kot priseljenske. Hkrati pa pravzaprav svoje knjige
objavljamo tudi v tujih jezikih. Recimo pred leti je išla Večkulturna Slovenija pri nemški založbi Lang, išla je Going Places pri ameriški založbi, nedavno smo izdali prevod oziroma izvirno publikacijo Aleksandrink pri nemški založbi, tako da ne glede na to, da mislimo, da je pomembno, da v Sloveniji gradimo mednarodne revije, ne da samo objavljamo pri tujih revijah, ampak da pravzaprav v Sloveniji postavimo inštitucije mednarodnega formata, da v Sloveniji svoje revije razvijamo v mednarodne revije in svoje publikacije napišemo na način, da bodo mednarodno odmevne, izšle pa bodo pri naših slovenskih založbah. To je pravzaprav cilj, ki si ga na inštitutu ožje in širše na ZRC-ju nekako zadajamo za prihodnost. Upamo, da bo ARRS imel posluh tudi za takšne pristope, kolegi imajo, zato vidim, da direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja prikimava, ker ko bomo prebili to točko, da bodo na ARRS-ju z različnimi mehanizmi podprli tudi rast domačih, zelo dobrih inštitucij v smeri mednarodnosti, bomo lahko zadovoljni. Se pravi, osnovno načelo, ki nas zadnja leta vodi, pa je zrcaljenje principa razmišljanja o migracijah in manjšinah, medkulturnosti na način mi drugje, drugi pri nas. Najlepša hvala.
še omejila, da prav zdaj, naprimer, MIK konferenc, organizacija okroglih MIK konferenc je tudi naša dejavnost in prav v teh dneh, zdaj konec tedna, imamo upravljanje, okroglo mizo o upravljanju migracij ter o begunski krizi v kontekstu uspešnih strategij in politik upravljanja različnosti, ki organiziramo mi skupaj z zagrebško pisarno Fundacije Friedrich Ebert. Tudi lansko leto smo imeli že eno tako podobno okroglo mizo in vas pač vabim. Glavni, bo rekla, nosilec te raziskave, tega srečanja pa je profesor dr. Mitja Žagar, sodelavec inštituta. Najlepša hvala, da ste me poslušali.